Dragi kolegice, dragi kolegi, gotovo je še neka psihološka dimenzija, zakaj šele zdaj revščina enakost v zgodovinopisju. To so vendarle teme, od katerih čisto zaradi svojih antropoloških danosti nekako bežimo. In beži politika in beži literatura. Moj namen je na kratko pregledati reprezentacije lakote v slovenski literaturi, malce tudi njene implikacije v politiki, ker sem pač naletel potem na največji shod v zgodovini Slovencev, to se pravi na zborovanje na Ostrožnem, ki je pa z našega stališča zelo zanimivo, torej 1954. leta. Rad bi pa povedal, čisto na kratko podal eno poročilo, to, kar so kolegi že prepovedali o simbolni in dejanski vrednosti kruha in navezovanju njegovo na človeškost, to seveda drži predvsem za 19. stoletje, morda seveda za prejšnje čase, ampak nenavadno veliko v 18. stoletju najdete povezovanja blaginje in blagra vsakršnega s krompirjem. Ne samo v učeni kulturi, ampak tudi v ljudski kulturi. Torej, Knoblove pesmi, torej na neki način prva slovenska pesniška zbirka, imajo tiste 4 pare kratkočasnih novih pesmi, je ena posvečena pozemskim jabolkam, to se pravi krompirju, in se tam preprosto opisuje, kako prišel na Kranjsko nov gostač in kako ta je vedno na boj proti lakoti pripravljen in vedno tudi učinkovit. To je seveda zanimivo in če povedete z omenjanjem kruha pri Prešernu, res da v nekem šegavem kontekstu v romanci Hčere svet, zakaj ima tam ljubimec kruha kos? Zato, da sultana nahrani, torej vsaki brani do ljubice. Glejte, to je zelo liberalen pogled, freigeistovski, če hočete, v tej simbolni vlogi kruha, celo belega kruha, ki je edini primeren za liturgično rabo. In potem seveda pes je pa sultan, torej ve se, za katero kulturno okolje potem to gre. In ta tradicionalni odnos seveda vam pove na neki način vse. In potem pa lahko sledite v 19. stoletju v slovenski literaturi. Čim bolj vrhunska je, tem bolj je kruh, tisti simbol blaginje, blagostanja, ne samo seveda življenjskega minimuma, na neki način to višek doseže v partizanih, kjer imate kar nekaj pesmi, da gredo v boj za svobodo, za kruh. Torej, pri Mateju Boru to najdete, pri Janezu Kuharju, ki je v glasbu te verze, in je to pravzaprav postalo seveda nekakšno geslo, nekakšen zaščitni znak, zakaj pravzaprav gre. To pomeni, mislim, če imate recimo v 18. stoletju, pa imate vsaj pri tistih revolucionarjih v Novem svetu, pri Črnem Napoleonu, torej na Haitiju, geslo svobode in krompirja. In to najdete celo v operni literaturi pri Andreju Šenjeju, pri Umberto Giordano, oziroma Luigiju Iliki. Torej, to geslo in so ga seveda tukaj izobraženci poznali. Ne, ampak v našem kulturnem krogu, seveda zelo katoliškem, je seveda v vlogi tega živila, ki je simbol blaginje, torej vsekakor kruh. In spominjam se, da še jaz navežem malce na svoje spomine. Profesor Janez Rotar, ki je bil moj kolega v začetku moje kariere, mi je prepovedoval, kakšno pohujšanje je bilo v slovenski javnosti, ko sta s pesnikom Francetom Forstneričem izdala zbornik Siti in lačni Slovenci.
Torej, to je konec 60-ih let. To je ena knjiga, ki je še danes svet noir slovenskega prostora. Te knjige pravzaprav na neki način ni, pa vendarle ne so predeli na slovenskem, ki so jih tam pač detektirali, torej Slovenske Gorice, Haloze, Kozjansko. To je pomembno v 20. stoletju za slovenski prostor nekaj takega kot Notranjska in del Dolenjske v 19. stoletju. Naj iz kulturne zgodovine dodam, da je uprizoritev prve slovenske operete, Fersterjevega Gorenjskega Slavčka, 1872, je praizvedba ravno posvečena temu, da torej pomoči tem stradajočim na Notranjskem in na Dolenjskem. To se pravi, to, kar je kolega Andrej predstavil, je imelo potem še nadaljevanje. In seveda, zdaj, če navežemo se to na rodoljubno politiko, kar uprizoritev prve slovenske operete gotovo je imela svoj tudi politični naboj. Prebudni naboj je torej ta pomoč imela torej ravno to funkcijo tudi, da pove, da narod ni indiferenten do stiske ljudstva, da govorim s Cankarjevimi besedami. In zaradi tega je tudi narodno gibanje lahko imelo tolikšen uspeh. No, v politiki bi seveda lahko v političnem diskurzu iskali marsikakšno oporo, lahko bi navedli recimo izpred druge svetovne vojne, iz 30 let, eno tako žgočo, zavrtljivo pesmico. Jaz se spomnim pač od svoje tete, ki je živela v Ljubljani tik pred drugo svetovno vojno. Torej, bod pozdravljen vam naš Marko, tebi si je sonce žarko, ti si vseh dobrot natlačen, te pozdravlja narod plačen. Torej, to najdete tudi pri Igorju Torkarju, v Umiranju na obroke. Torej, malce drugačno, ampak to je gotovo ljudska stvar. In zdaj, če pomislite na to, da je bila pa življenjska raven, tudi po izračunih ekonomistov, torej uradnih ekonomistov leta 1951, tam za včasih pri nekaterih kategorijah prebivalstva tudi za 1/4 nižja kot leta 1939 pod Banom Markom, potem si lahko zamislite, kakšen učinek je imela ta stvar, v kateri mislim pa zdaj pripovedovati. Zdaj, Žarko je napovedal, da bo nekoliko komičnega, ja, na koncu tudi bo, ker je ljudstvo tako reagiralo. Torej, največji skok v zgodovini Slovencev je bil ne tisti, ki se ga pač precejkrat omenja na okroglici 53. leta, ampak 54. na Ostrožnem, eno leto pozneje. Situacija je precej drugačna, torej tam boj za meje, mobilizacija pravzaprav prav lahka, da pride 300 000 ljudi. Na Ostrožno pride 350 000 ljudi in celo iz tiska seveda lahko razberete, da je bilo to popolnoma planirano. Torej, prodajali so značke, v Celju so imeli, torej v središču pravzaprav tega zborovanja so imeli težave, ker jih niso 25 000, ampak 6 000 prodali 14 dni pred zborovanjem. Vsakdo mora imeti pač to značko. Torej, zborovanje je bilo izjemno dobro pripravljeno. Zgradili so, mislim, da prvo politično cesto, torej v Novi Jugoslaviji so za razliko od ostalih dežel obstajale 3 vrste cest. Druge so imeli makadamske pa asfaltne, pri nas so bile še politične. Torej, na hitro zgrajene ceste za kakšno otvoritev. To je pač ljudska modrost, je takoj reagirala, kajti humor je na neki način vedno bil ventil, da so ljudje torej tudi lažje preživeli. In zdaj pomislite,
na to zborovanje, ko je to en znaten logistični problem. Andrej Student bo gotovo užival potem, ko bom v pisni verziji poročal tudi o tem, kako so fekalije organizirali, torej 250 paviljonov ali nekakšnih kioskov je bilo organiziranih, prave poti, torej, ampak seveda potem je prišel najdražji gost, torej maršal Tito, in je spregovoril. Govor imate objavljen v celoti, ne vem, če ne samo v Dolenjskem listu, torej, ampak v prevodu. Govoril sem z mnogimi ljudmi z celjskega okoliša in ti so povedali, da je govorjena varianta bila seveda mnogo hujša od te, ki je pač zapisana. Ampak jaz bom citiral tisti glavni del, kjer vidite pač politični diskurs o mogoči lakoti. Torej, zdaj, leta 1954 je situacija veliko bolj komplicirana kot eno leto pred 53. leta je druga nacionalizacija zemlje, torej zemljiški maksimum je 10 hektarjev obdelovalne zemlje, vendar lahko imaš še nekaj gozda. Prva 45. je, če se ne motim, 35 hektarjev. No in seveda, zdaj, če se bi mi vprašali po zdravi pameti, zakaj je nenadoma 130 000 ton žita bilo manj kot v slabi letini 52-53, ker je bila pač velika suša, potem ni treba biti ne genij, ne pameten človek, da vidiš, kje je tu problem. In v takih okoliščini je seveda maršal Tito govori, v takih okoliščinah maršal Tito govori o vsem mogočem, kako pač smo pozdravljamo roko vsakogar, ki se iztegne proti nam, kako smo slavno borbo imeli in kako smo še bolj slavno zmagali, ampak osrednji del je pa govora in tisto, zaradi česa so se govor ljudje zapomnili, je pa tale. Potem je povedati to, da pri nas ni dovolj razumevanja glede tega, zakaj pač manjka. Torej, on je predstavil, da bo treba 130 000 vagonov pšenice uvoziti in da Amerika daje $100 milijonov živil, in ni pa povedal, koliko bo treba še doplačati za to. Torej, hoteno je bil pravzaprav nejasen, ampak Washingtonska vlada je takrat dajala ne samo žito, torej pšenica in rž, ki sta veljala za tisto krono, ampak seveda tudi značilno mast. Jaz se pa tudi spomnim še iz svoje otroške dobe, kako je veljal le prašič, ki je imel 3 prste masti. To je bilo, od takrat naprej se je, od te mere naprej je potem bil zadovoljiv. Torej, že večkrat sem povedal, da se pri nas razsipa. Večkrat sem dejal, da pri nas ne računamo dovolj s tem, kar imamo in s čimer bi lahko izhajali. Če vzamemo na primer, kako se pri nas troši kruh oziroma pšenica in primerjamo z drugimi državami, ki imajo višjo življenjsko raven, bomo videli, da porabljamo v Jugoslaviji na prebivalca 200 kg na leto. Torej, če to primerjate na hitro z tistimi količinami 365 dni v leto, potem vidite, kako tradicionalistična je bila pravzaprav prehrana v Jugoslaviji, seveda kot celoti. V Italiji, ki tudi porablja mnogo za kruh in druge pridelke, 154 kg, v Franciji 126 na prebivalca, Nemčiji 124, v Belgiji 109, na Nizozemskem samo 99. Mi torej porabljamo dvakrat več kot te države z visokim življenjskim standardom. Zakaj je tako? Zakaj je pri nas tolikšen pritisk prav na to najbolj kritično hrano, na pšenico? Mislim, da je vzrok predvsem to, ker so pri nas tradicije take, ker ljudje nimajo dovolj raznovrstne prehrane, ker jim je glavna hrana kruh in ker ne mislijo na fižol, krompir in drugo,
ker jim je postransko vse to, kar je v nekaterih državah glavno. Potrebno pa je tudi to, da ne razsipavamo in trošimo mnogo več, kot bi bilo potrebno. Ne bom dejal, da to velja za vse, vem, da naši delovni ljudje ne morejo trošiti več, kot imajo denarja za nakup, pač pa razsipajo in ne trošijo racionalno, kje? Po vaseh. Torej, tukaj vidite političnost diskurza o lakoti. Če bi malo spremenili ustroj prehrane, ko bi malo več kombinirali, bi bila, mislim, tudi hrana boljša in bi tudi vse lažje upravili s temi težavami. Razumljivo je, da bomo storili vse, da bomo v naši državi pridelali čim več žita, glede na skromne površine, ki jih imamo in tiste, ki jih bomo iztrgali močvirjem in tako dalje, ter, to je rekel, gotovo je tako dalje, ter glede na naglo naraščanje našega prebivalstva in naglo spremembo strukture prebivalstva, ki odhaja iz vasi v mesta, pa bomo morali še naprej uvažati žito. Pozneje ga bomo lažje uvažali, kajti čez nekaj let ne bomo imeli dolgov, ki jih imamo danes, imeli bomo več naših strojev in drugih izdelkov za izvoz. Tedaj nam bo tudi lažje. Sedaj pa jaz to apeliram, da naši ljudje vodijo računa o tem, koliko nam ta problem povzroča skrbi in težav in koliko bi nam bilo lažje, če bi se malo bolj pazilo na prehrano in bi se bolj varčevalo. Torej, Josip Broz Tito nikoli več takšnega govora ni imel in zakaj ga ni imel, gotovo so mu povedali, da so ljudje, potem ko so začeli peči nekoliko manjše črne žemlje, tistim žemljam, ki so bile niso bile tako oblikovane kot sedanje, so jim rekli ostrožnice. No, in s tem mislim, da v časovnem okviru zaključujem. To se pravi, pokazati sem hotel na pomen reprezentacij lakote in v političnem diskurzu in seveda v literaturi. In seveda nekako v neki relaciji do potem tistega, kar preučuje socialna zgodovina in s čemer se jaz seveda ne ukvarjam. Hvala lepa za vašo pozornost.